Pozdravljeni. Danes malce drugačen prispevek. Namreč skušal bom razložiti, kako nastane prispevek, ki ga gledate na kanalu, nekateri celo vsak dan. Nekateri izmed vas ste me pogostokrat vprašali, koliko časa je potrebno za nastanek tistega prispevka, ki ga dnevno objavljam na svojem kanalu. Mnogokrat sem povedal, da je dela tam med 2 in 2,5 ure, ampak nikoli nismo šli v podrobnosti, kaj vse je treba pripraviti, da lahko na to tisti, ki si seveda to želite, pogledate prispevek, ki traja tam med slabimi 10 in dobrimi 15 minutami. Torej, kako nastane prispevek, in tu si bomo ogledali vse tiste faze pri nastajanju in pozornost bomo posvetili tudi opremi, ki jo imam v tem trenutku na voljo. A rad bi najprej poudaril nekaj, da oprema, ki jo vidite, verjetno ni tista najboljša in prispevek še zdaleč ni sponzoriran. Pokazal bom tisto, kar imam v tem trenutku na voljo in kar po mojem skromnem videnju deluje, čeprav morda kombinacija še zdaleč ni idealna. Ampak kako nastane prispevek? Najprej je potrebno imeti verjetno tisto najbolj važno zadevo, idejo. Vsako jutro pri zajtrku preletim vse novice, ki so bile objavljene v zadnjih urah, kar se tiče Formule 1. In že tam skušam dobiti tiste glavne navdihe, tiste glavne informacije. A treba je povedati, da na mojem kanalu nočem prevajati tisto, kar so napisali že drugi, in vam samo drugače zapakirano ponuditi nekaj, kar v resnici ni moje osebno delo. Zato seveda pri raznih novicah lahko dobim navdih, ampak skušam dodati še tisto nekaj mojega. Zato, ko dobim tisto pravo idejo, v bistvu na list papirja zapišem vse tisto, kar bi lahko bilo pomembno. In tu sem precej klasičen, uporabljam papir, uporabljam nalivno pero in skušam čim lepše zadeve napisati, zato da jih nato lahko za seboj tudi preberem. Ko je ideja nekako formirana, ko imam tiste glavne točke, je potrebno zadeve pripraviti. In priprava ni nič drugega kot preverjanje podatkov. A si kdo misli, da sama vem, da je na primer Dave Coulthard leta 1999 krog v Monaku odpeljal v minuti 12 sekundah in 345 tisočinkah? Zagotovo ne. To je treba preveriti in zato je treba tudi pripraviti zapiske. Ponavadi zapiski so takoj za snemalno napravo, tako da ni prav preveč očitno, da gledam na papir, čeprav tisti najbolj pozorni med vami ste verjetno tudi to opazili. In ko je vse to nekako dano na papir, je zadeve potrebno posneti. In marsikdo misli, da je oprema tisti glavni faktor, ki loči med, recimo temu, solidnim prispevkom in onim prav za nič. Ampak videli bomo, da pravzaprav oprema, ki jo uporabljam sam, ni nič posebnega. Vse snemam na telefon in to tudi zaradi praktičnih razlogov, ampak telefon je Xiaomi 11T. Nič kaj takega, seveda dovolj sposobna zadeva, ki dovoli določene, recimo temu, performanse. Ampak če je
telefon tisto bistvo, tisto jedro, se je treba ozreti tudi naprimer na razsvetljavo. Imam 2 luči, ki sem jih kupil z popustom na Amazonu, nič takega in služijo že kar nekaj let. Ampak glavno, poleg slike, je tudi zvok. In tu pridemo na rahlo spolsko področje. Namreč mnogi izmed vas ste upravičeno kritizirali, da v preteklosti zvok ni bil najboljši, najbolj popoln, najbolj perfekten. Tudi sam sem se zavedal tistega dejstva, ampak nisem vedel, kaj moram storiti, da zadeve izboljšam. Namreč vzeti novi mikrofon zdaleč ne odpravi težav. Čeprav si nekateri morda mislite, da zunanji mikrofon reši polovico, če ne 3/4 vseh težav, je tu potrebno imeti nekaj znanja, ki ga sam nisem imel. V tem trenutku snemam na običajni mikrofon Boya BY-MM1 Plus, nič takega in nič posebnega. Je seveda mikrofon, ki je pač s kablom povezan na snemalnik Zoom H1. In ta snemalnik je tisto, kar odpravi verjetno 90% vseh težav, ki sem jih imel. In nekdo mi je svetoval, naj poizkusim, in še danes sem mu hvaležen za ta nasvet. Nato na izhodu za slušalke je seveda nov kabel, ki ta avdio pripelje do samega telefona, tako da imam sliko in zvok skupaj. Seveda bi lahko v postprodukciji zadeve tudi zmontiral, ampak porabil bi zaradi tega bistveno več časa, kajti tudi montaža je nekaj, kar opravim na telefonu, in tako so zadeve bistveno bolj praktične. In verjamem, da mnogi izmed vas si verjetno predstavljate, da tisti, ki ve, kako se snema avdio, izgleda verjetno takole: slušalkami in mikrofonom pred usti, kjer se dela, da njegova oprema je tista, ki naredi zadeve bistveno bolj zanimive. In da ne boste mislili, imam na razpolago tudi malce boljši mikrofon, ki ni nič drugega kot izjemno star Rode VideoMic, ki pa ima eno velikansko hibo. Namreč rabi seveda notranji vir elektrike, torej baterijo, in tu je treba pred in po uporabi zadeve prižgati, in konec koncev nikoli ne veš, kdaj ti bo baterije zmanjkalo. Običajno se zgodi ali v nedeljo ali med državnimi prazniki, ko nimaš možnosti, da bi kupil rezervo. Nekaj, kar si obljubil že 100-krat, da boš napravil prej. Zato mikrofon, kot je tudi ta, izjemno uporaben, ampak treba je vedeti, kaj si nekdo želi in kaj lahko naredi. Seveda, tu je treba povedati, da na telefon snemam z pomočjo aplikacije ProTake, kar je nekaj, kar mi dovoljuje, da marsikaj nastavim ročno, kar po mnenju nekaterih pomaga, po drugih lahko tudi škodi sami kvaliteti, ampak ko smo sedaj to videli, je potrebno zadeve tudi posneti. Torej, se usedem pred svoj telefon in ne vidim ekrana, namreč najboljše kamere so one na hrbtni strani. In tako je treba v tistih, recimo temu, slabih 10 in dobrih 15 minutah povedati vse tisto, kar sem nekako spravil na svoje zapiske, in povedati lepo, jasno, glasno, ritmično, tudi z uporabo pravih izrazov in v vsaj kolikor toliko lepi slovenščini. Nekomu se bo zdelo, da pridigam, in to je njegova težava. Sam se trudim zadeve izpeljati čim boljše. In seveda to ne rata zmeraj v prvem poizkusu, tudi ne v drugem, tretjem, kakšen dan je precej težko priti do konca samega prispevka.
Če bi zadeve rezal na kose in jih potem v postprodukciji lepil skupaj, rezultat ni tako dober, kot če praktično v posnetku je neka nit, ki se vleče od začetka do samega konca. No, in ko so te zadeve opravljene, je potrebno vse tudi zmontirati. Tu uporabljam aplikacijo Power Director, ki mi je meni osebno ljuba, praktična, katero znam uporabljati. Tudi KineMaster ni slaba za tiste, ki se s tem ukvarjate, ampak tu je treba povedati, da v tej fazi se dodajo fotografije, napisi, posnetki, kjer je potrebno biti izjemno pazljiv, da se ne zaide na tisto intelektualno lastnino, ki zahteva določene avtorske pravice. Namreč, če bi se uporabljalo kakšno napačno glasbo, napačen video, napačen posnetek, v 3 sekundah lepo YouTube posnetek izbriše, tebi pa da tisto neljubo opozorilo, po 3. kanala ni več. In vidimo, da zadeva sploh ni tako enostavna, kot izgleda na prvi pogled. Zato je tudi jasno, zakaj je potrebno 2 uri oziroma 2 uri in pol dela, če gre vse tako, kot je zamišljeno, če ni kakšnih nepredvidenih težav. Ampak, kot ste razumeli v teh dobrih 5 letih, sem prišel do neke faze, kjer so zadeve bistveno bolj enostavne. Tudi ko sem zaseden, posnetke pripravim vnaprej. In prav ta je eden izmed tistih, ki so bili napravljeni dobesedno na zalogo, ker sem sam zaseden s komentiranjem nemških serij na televiziji. In v poletnem premoru priznam, da ni kakšnih presenetljivih novic, ki bi vse postavile na glavo. In verjamem, mnogokrat ste tudi opazili, da novice, ki so objavljene, pridejo na dan v najmanj primernem času. Ne objavijo jih zjutraj, ko bi nekdo lahko popravil svoje prispevke, ampak točno v tistem trenutku, ko jih objaviš. In seveda, ko enkrat je posnetek sestavljen, je potrebno še zadeve sproducirati, torej še enkrat posneti v en posnetek, kar naredi seveda telefon sam in nato naložiti na sam YouTube. In zopet, zakaj telefon, zakaj ne računalnik? Ker sem povedal, da mnogokrat si tudi privoščim ta luksuz, da kaj napravim vnaprej. In zaradi tega v telefonu je vse v enem aparatu in se lahko zadeve opravi tudi z kakšne druge lokacije, tudi ob kakšnem drugem času. In tudi zato, čeprav morda telefon ni tako dober kot kamera, računalnik in še marsikaj drugega, je zadeva praktična za enkrat, gre. Videli bomo pa, kaj bo v prihodnosti. Kot sem povedal, ukolikor ima kdo kakšen konstruktiven nasvet, ukolikor zna predlagati nekaj boljšega, kar bi seveda za majhno spremembo doprineslo k velikemu dvigu kvalitete, prosim, prosto povejte. Rad poslušam take nasvete in rad se učim, ampak kot ste videli, pripraviti prispevek, ki morda je dolg le nekaj minut, zahteva ogromno vložka, ogromno dela, ogromno znanja. Nekaj, kar se z vsakim novim posnetkom skušam pridobiti. Pa za danes hvala za vašo pozornost in nasvidenje.